in gospodje, spoštovani gostje. Dobrodošli v Splošni knjižnici Slovenske Konjice. Danes, na naše zelo veliko veselje, v okviru knjižnih čajank gostimo Nežo Maurer, veliko pesnico in pisateljico, ki jo prav toplo pozdravljam. Današnji večer poezije je posvečen 80-letnici Neže Maurer in izidu njene knjige Piramide upanja, o kateri bomo vse izvedeli v nadaljevanju večera. In čeprav Nežo Maurer vsi poznamo, bom na kratko povedala nekaj o njenem življenju in delu. Neža Maurer se je rodila leta 1930 v vasi Podvin v občini Polzela, kjer je tudi obiskovala osnovno šolo, najprej slovensko, med vojno pa nemško. Po vojni je obiskovala nižjo gimnazijo v Celju in Žalcu, učiteljišče pa v Ljubljani. Svojo prvo službo je dobila na Primorskem, v Črnem Vrhu nad Idrijo in kasneje na gimnaziji v Ilirski Bistrici. Vmes se je vpisala še na Pedagoško akademijo v Ljubljani in po diplomi na Filozofsko fakulteto, smer slavistika. Leta 1960 je Neža Maurer postala prva urednica šolskih oddaj na televiziji Ljubljana, žal pa so zaradi pomanjkanja denarja program že čez dobro leto ukinili. Toda kljub temu je ostala pri novinarstvu. Kot tehnična urednica Rodne Grude, urejala je brošure za Pionirski dom, bila je tehnična urednica pri reviji Otrok in družina, veliko je delala za Kmečki glas, urejala je kulturno rubriko in pokrivala Kozjansko. Po smrti moža je zaradi otrok morala poiskati službo, ki je omogočala več dela doma. Postala je glavna urednica in direktorica lista Prosvetni delavec. Kasneje je bila še samostojna svetovalka za kulturo pri Komiteju za informiranje Socialistične republike Slovenije, kjer je ostala vse do upokojitve. Je dobitnica številnih priznanj in nagrad, zato vseh ne bom naštevala. Bi pa omenila, da je bila nominirana tudi za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada, bila pa je seveda tudi Slovenka leta 2008. Danes je Neža Maurer še vedno zelo aktivna in piše literaturo za odrasle in manj odrasle. Stanuje v Kranju in je članica Društva novinarjev Škofja Loki. Stare podatke na internetu. Društva slovenskih pisateljev, Gibanja za kulturo miru in nenasilja in članica PEN kluba. Toliko na kratko o eni in edini Neži Maurer, kot je zapisala v spremni besedi zbirke Piramide upanja Manca Košir. Delo dveh avtorjev, pesnice, ki jo tako dobro poznamo, saj, kakor pravi naslov ene njenih zbirk, piše verze na našo kožo, tudi na našo kožo in naravnost v naše srce, zapiše tako, kot včasih čutimo, pa še sami tega ne vemo. In v tem je vrednost poezije, v tem je vrednost Nežinih verzov, pa hkrati s svojim življenjem priča o tem, da je življenje lahko tudi svetlo in sončno, čeprav velikokrat dežuje in je hladno. Razen te sijajne poezije je pesniška zbirka opremljena z umetniškimi fotografijami fotografa, avtorja Gregorja Radonjića in je popolnoma enakovreden soavtor te zbirke. Knjiga ni nastala tako, da bi, kot se velikokrat zgodi, pač fotografije prispevali kot neko opremo pesniški zbirki, ampak nekako na drug način
govori o podobnih stvareh kot verzi pesnice Maurerjeve, s svojega vidika, in kot bomo slišali kasneje v pogovoru, so fotografije nastajale neodvisno in popolnoma samostojno, tako kot so nastajale pesmi, in srečanje teh dveh umetnikov in hkrati občutljivih duš je prineslo takšen sijajen rezultat, kot je zbirka, ki si jo boste lahko nocoj ogledali, jo prijeli v roke, predtem pa za predokus zbirke eno lepo doživetje, prepustili se bomo tem slikam in verzom poezije v izvedbi urednice pesniške zbirke Lilijane Jarh. Rdeče bukve, bele skale, zlati macesni in zelena voda. Vse to poznam, vse to je moje in ti si moj, ker te poznam, čeprav ne dojameš. Zeleno je, tudi skala ne ve, ne zelena voda, ne rdeče bukve, ne macesni. Vse samo je. Potem je večer, barve temnijo, le zlatkasti macesni še svetijo, piramide upanja. Ne kvarite mi tega čistega jutra, sinjega neba, sijočih golih vej. Stezajo se k nebu in k zemlji. So podobe hrepenenja zemlje k soncu. Tudi v meni je drevo in steza veje vse smeri. Gospod Gregor Radonjić, pesniška zbirka Piramide upanja, ki sta jo izdala skupaj s pesnico Nežo Maurerjevo, je zanimiva knjiga v tem, ker je pravzaprav tako po eni strani neka, bi lahko rekli, fotografska monografija, ker je to samostojno avtorsko delo, ki ne da bi dopolnjevalo poezijo, pa vendar poezijo Neže Maurer poglablja, jo osvetli, bi lahko rekli, drugače ali pa na nek način pove več, kot celo se z besedami da. A lahko poveste, kako je pa pravzaprav do tega vajinega sodelovanja prišlo? No, Neža je pravzaprav ponudila sodelovanje za nastanek te zbirke, zatem, ko si je ogledala moje fotografije za razstave nekaj let nazaj, 2 leti nazaj, in nekako ugotovila sva, da motivno seveda bi lahko fotografija in pesem dala nek sinergijski učinek, skratka nek učinek součinkovanja, ki bi tako pesmi kot fotografije pravzaprav obogatilo. Skratka, ideja je bila ta, da se pesmim podeli neka podoba, dodaten učinek sporočilnosti, medtem ko seveda je podobno tudi za fotografije. Čeprav fotografije kot vizualni element, likovni element marsikaj sporoča, pa seveda pesmi dodatno lahko oplemenitijo to sporočilnost. Je pa res, da morajo seveda fotografije biti dovolj sugestivne, subtilne in malo mistične, ne? Tako kot je sama poezija mistična, takrat potem nekako lahko upamo, da bosta oba medija, ne, se zlila v eno celoto in nas obogatilo oziroma obogatilo gledalca in bralca. Morda bi lahko rekli, da tudi osnovni motivi, ki nekako potujejo skozi to čudovito zbirko, da je to voda, da so drevesa, oblaki, predvsem pa ljubezen v vseh oblikah, ljubezen, ta erotičen odnos do sveta, mora biti tudi ta naveza. No, motivika
fotografij, s katerimi želimo pravzaprav jo povezati s poezijo, je verjetno specifična, ne. Dejansko morajo fotografije imeti ta malo metafizičen, tudi metafizično motiviko približati bralcu, nekoliko skrivnostno, ne preveč očitno. Skratka, ne gre samo za reproduciranje sveta, ampak za iskanje nekih abstraktnih odnosov tudi v okolju, da jih malo tudi te motive iz okolja malo včasih razrušimo, jih naredimo nekoliko manj jasne in v tem primeru potem dobimo ta dodatni učinek, ki se zlije lahko z pesmimi, ne. Res je, da v mojih motivih, ki prevladujejo, torej na mojih fotografijah prevladujejo voda, oblaki, drevesa, skratka neki arhetipski elementi, praelementi, ne, ki so okoli nas, vendar jaz jim poskušam dati eno drugo zgodbo, dodatno zgodbo. Moram pa povedati, da so številne fotografije že visele na razstavah samostojno in verjamem, da tudi Nežine pesmi se bi lahko popolnoma samostojno brale, ampak ideja je bila dvigniti Nežino ter mojo ustvarjalnost na en drug nivo, podati eno drugo kakovost še, ne. In to je, mislim, da gotovo uspelo. Tako bi lahko rekli, da vaše fotografije nekako nadgradijo poezijo in poezija spet daje eno podstat vašim fotografijam, tako da resnično izjemno lepa zbirka. Hvala vam za njo. Kot da je svet obstal, nič se več ne zgodi, nihče ne pride, ljudi kar ni, ne dežuje sladka mana in popju se odcveteti mudi. Ptica v obzorju brska po košenini, išče žuželke, pa jih ni. Ko sonce zares prisveti, pogasnejo čustva in mestne noči. A v nočeh, temnih in mesečnih, iz zvočnikov donijo kriki, udarci in nebrzdan smeh. Človek bi se zbal, a nič se ne zgodi, kot da je svet obstal. Gospa Pivec, vaša založba Pivec je začela pravzaprav bolj kot založba s knjigami za znanje, se pravi učbeniki, toda v zadnjih letih postajate izjemno prodorna založba s pesniškimi zbirkami, objavljate veliko mladih, pa tudi že zelo uveljavljenih slovenskih pesnikov in letos ste izdali eno izjemno lepo zbirko poezije, ki ni samo zbirka poezije, ampak tudi čudovita monografija, bi lahko rekli fotografij. Povejte, od kod zdaj nenadoma, ali pa ne nenadoma, tudi sicer ta preobrat v vaši založbi in ljubezen do poezije? Ja, torej, ko smo ustanavljali to založbo pred skoraj 8 leti, smo si zadali slogan Branje in znanje. Začeli smo z znanjem in potem je prišlo še branje. Moram reči tudi, da po vaši zaslugi, gospa Zora Jurič, ki ste nam prinesli naš pesniški turnir, katerega 10. obletnico smo prejšnjo soboto praznovali svečano v SNG Maribor in v bistvu tako se je kar vzporedno s tem turnirjem so se začele pojavljati, so začeli prihajati pesniki, pesnice vseh let in bi rekli rangov, če lahko tako mogoče malo grobo rečemo.